Se brigaš za druge ali živiš v strpnosti? Bogataš iz Jezusove prilike je mislil, da lepo skrbi zase, z oblačenjem v najdražjih znamkah in vsakodnevnih prazničnih pojedinah. Bolni in sestradani Lazar na cesti pred njegovim posestvom pa je prejemal nego le od sline uličnih psov, podobno kot si poližemo krvavečo rano. Prerok Amos tudi kritizira svoje sodobnike na jugu in severu svete dežele, ker se slinijo v svojih luksuznih življenjskih slogih ter se strpno ne ozirajo za druge. Napove jim, da bodo nasilno izseljeni. Brezbrižni tajkun je deležen posmrtnih muk za svojo strpnost do Lazarja. Zato prosi Abrahama, naj pošlje Lazarja k njegovim bratom, da jih opozori. Že Božje zapovedi odvračajo od luksuzne brezbrižnosti, odgovori Abraham. Zato tudi apostol Pavel spomni škofa Timoteja na pomen Božjih zapovedi. Lazar je edina imenovana oseba v Jezusovih prilikah. Ta prefinjen namig nas spomni na Lazarja, ki ga Jezus obudi od mrtvih. Poslušalci Jezusove prilike pa se ne spreobrnejo. Celo načrtujejo Lazarjev umor, da utišajo njegovo pričevanje. Apostol Janez je bil ob Jezusovih prsih pri zadnji večerji, torej na privilegiranem mestu. Po njej nas Jezus, bogataš, ki je postal Bog, bogati. Vsakdanja evharistična gostija ne zgleda niti kot prigrizek. Vsak čips je privlačnejši. Hkrati je pa najbolj luksuzen dogodek v vesolju. Zato ni spodobno, da se v brezbrižni strpnosti izoliramo od drugače mislečih in verujočih, ter jim tako odrekamo drobtinice od bogate evharistične mize. Saj so ravno tako kot mi ustvarjeni s hrepenenjem po intimnosti z Jezusom.